Prijatelji narodno-zabavne glasbe, en lep dober večer vam voščim iz studija VTV vaše televizije. V Velenju smo, kot ste navajeni, vsak četrtek ob 20:00 smo v živo vaša družba z narodno-zabavnimi ansambli, ki prihajajo iz prav cele Slovenije. Predstaviti svoje nove komade, videospote, tudi povabila ne nazadnje na koncerte, podati tudi vam mogoče kakšno CD ploščo. No, danes pa bo oddaja še posebej zanimiva, saj smo poklicali eno zelo simpatično Gorenjko, ki bo prišla predstaviti eno zelo težko knjigo z naslovom Zlati zvoki. Zdaj vas pozivam, da si ta naslov zapomnite, ker bomo namreč tole knjigo tudi danes med vas podelili. Tekom najinega pogovora, ko pride v našo družbo, v naš studio. 5+ band skupina pride k nam, na pozicijah pa so že razposajeni fantje iz ansambla Zreška pomlad in njihov komad Vila. Dober večer. Izziva srečo in gledaš proč, ko mimo grem. Zelo visoko nosi se in hladna si, nič ne pogrešaš me. In kadar veter kaj zaigra med brezami, želim si le, da bi ti v bližini bila. Ker me ne ogenj nocoj ubija, me trese, me zvija, me žge in slepi. Bum, 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 se bo razletelo, zate srce pregorilo, brez kaplje krvi. Zdaj dobra vila pred menoj stoji in Boža me prebujem se, kako lepo je pasti, če ljubezen dvignete. In stopila k meni je kot iz pravljice, vrnila srečo in upanje. Izziva srečo in gledaš proč, ko mimo grem. Zelo visoko nosi se in hladna si, nič ne pogrešaš me. In kadar veter kaj zaigra med brezami, želim si le, da bi ti v bližini bila. Zdaj dobra vila pred menoj stoji in Boža me prebujem se, kako lepo je pasti, če ljubezen dvignete. In stopila k meni je kot iz pravljice, vrnila srečo in upanje. In stopila k meni je kot iz pravljice, vrnila srečo in upanje. Bum. Takole, poskočna polka za uvod oddaje Najvižja, ki bo tudi poskočna, sicer ne s poskočnimi muzikanti, ampak z Zreško pomladjo v tem trenutku. Dober večer. Dober večer. Kako ste? Krasno, super. A vi se radi premikate med tem, ko pojete? Radi zibate svoje boke? Seveda. Ja? Moraš, da prideš v ritem, ne? Pa mi obljubite, da jih boste bolj v naslednjih komadih. Dobro. Zdaj sem vam hotel sugestirati tule z vaše desne, pa me niste najbolj videli.
Zreška pomlad. Zreška pomlad prihaja iz Reč, predvidevam. Ja, je, včasih kar skoraj da 100, oziroma takrat 100%, zdaj pa ne vem, če je še 20%, ker smo se fantje razselili, eden tisti, ta glavni, recimo temu, je vendarle ostal, ne. Naš Jože, moj brat, harmonikar, tudi avtor večine pesmi, kar se melodij tiče, tistih naših lastnih seveda, on je še ostal doma na domačiji, kot radi rečemo. Borut ni šel daleč, on je iz rodnih nam z Reč odšel, kaj je to, Slovenske Konjice, ne, ja, sosedna občina Slovenske Konjice. Jaz sem malo sem pa tja hodil. Ti si pa malo sem pa tja. Ja, pa sem zdaj pravzaprav še vedno na Štajerskem, ampak to je zdaj prleški konec, ne. Rad imam vino in lepa dekleta, to sem združil v Prlekiji. Naš Uroš že v osnovi kot potaknjenec ni bil iz Reč, ne. Je pa zelo blizu iz Slovenske Bistrice oziroma Spodnje Polskave. Naš mojster Jože Povh, ki pa ga zdaj lepo pozdravljamo, ni ga med nami, ker je v službi žal ostal, ne. Je pač tako, da je oddaja VTV v živo in tudi on je v živo v službi, pa ni šlo zamenjati, nikakor ne, ne. Tako da bomo danes bolj trio pesmi igrali. On pa je sicer še vedno v Zrečah, ne, ampak tudi cilja zdaj proti Oplotnici malo, pa nekaj malega že bolj proti Rogaški, tam kakšen vikend si zgradi, pa kaj takšnega, tako da mislim, da tudi sam točno ne ve, zdaj kam gepira, ne. Domen, vem, da si že bil v preteklosti radijski napovedovalec, zakaj si mogoče prekinil to dobo ustvarjanja, glede na to, da jezik ti zelo dobro teče? Ne, nisem prekinil, pravzaprav je to bila moja prva strast, 20 let nazaj, kot takrat še srednješolec v Ljubljani, sem se srečal z mikrofonom na Radiu Veseljak, potem nadaljeval vsepovsod po Štajerskem, zdaj pristal na koncu v Prlekiji na Radiu Maxi, kjer sem vsak dan gost, mislim, da okoli 40-50 tisoč poslušalcev vsak dan. Verjamem, da boš imel od tega trenutka tudi kakšnega poslušalca več. Kako dolgo že Zreška pomlad nastopa? Letos bo, mislim, da 17. leto, ne? Je že 17. leto. Zdaj, ko sem gostil v studio člane ansambla Vikend, so rekli, mi igramo za denar samo med vikendom. A zdaj to pomeni, da vi igrate zastonj 3/4 leta? Mi igramo zastonj čez vikende, pa za denar med tednom, ker jemljemo v bistvu tele naše muzike sploh kot nekakšen poklic, bolj kot poslanstvo, oziroma smo blaženi, da imamo to priložnost, tako da v prvi vrsti nikoli nismo gledali na finance, vsi se ukvarjamo vsak s svojim poslom pravzaprav, tako da nam v življenju pravzaprav gre v redu, lahko rečemo, ne. In nam je muzika morda le zdaj še tisti pobeg, kaj Joži oba dva otroka že preveč po glavi skačeta, pa gre za kakšno Uroša na kakšno vajo, ali meni, ali Urošu, ali komorkoli drugemu. To lepo si prej Domen govoril, da se seliš po celi Sloveniji, imaš pa rad prav so, ne? Ja, ne zagotovo, samo določene konce. Vsi jo moramo imeti, ker smo le Slovenci, ljudska glasba izhaja iz slovenskega podeželja, naj si bo to Gorenjska, Dolenjska, Štajerska, Primorska, kakorkoli že, in mislim, da vsi muzikanti to želimo povedati skozi vsako pesem, ja. Skozi vsako pesem, tudi mi z oddajo Naj vižam, ko se vsak četrtek zberemo, da se združimo ob zvokih narodno-zabavne glasbe, ki jo imamo prav vsi radi. V tem trenutku pa Zreška pomlad za eno priredbo alpskega kvinteta, v originalu je ta komad pel Oto Pestner, ki je napisal tudi besedilo in glasbo. Zreška pomlad, ljubim te, Slovenija zelena. Ko se jutro prebudi iz spanja mirnega, v njem začutim moč življenja tvojega. Reke in potoki pesem svojo mi pojo, travniki livade v soncu dihajo. Še gozdovi zašumijo, vabijo v gori, za meglicami mi pohiti srci. In prikaže se modrina kot odsev neba, to daljavi tvoje morje se smehlja. Ljubim te, Slovenija zelena, moje si, zavitje moj si dom. Od gora čez polja tja do morja, lepa si.
si Slovenija. Ljubim te, Slovenija zelena, moje si zavetje, moj si dom. Od gora čez polja tja do morja, lepa si, moja si, kjer gozdovi skrivajo zorja. Res najlepša si Slovenija, res najlepša si Slovenija. Tudi jaz z največjim veseljem s svojim ansamblom zapojem tale komad, ker imamo muzikanti radi Slovenijo. Ja, imamo radi. Imamo jo radi in zato je verjetno tudi izvajamo narodno zabavno glasbo. Ja, Ja, ja. v redu. Vas pohvalim, miganje z boki vam gre že bolje. Boljše. Ja, vam gre že bolje. Računam pa še na več besed na koncu oddaje, ker pridete še enkrat do nas. Torej, Zreška pomlad, 16 let. Točno tako, ja. Kakšni so bili vaši cilji mogoče na začetku ustvarjanja? Na začetku ustvarjanja sploh ni bilo dobenega cilja. Ne? Mi smo začeli tako, jaz sem igral harmoniko, sem si jo želel igrati in sem jo tudi dobil. Moj brat je hotel igrati kitaro in jo je tudi dobil in potem smo malo začeli, malo sem pa tja, od veselice na veselico. Tako? Saj veste, kakve so bile veselice od začetka. Ena kura, pa je to že bilo, ne? In zdaj pa je to malo drugače in potem smo malo bolj začeli, malo bolj resno in zdaj je to, kar je, ne? Ok, ampak če se spomnite tistih časov, je bilo lepo v začetku ustvarjanja. Veliko boljše kot pa zdaj. Veliko boljš kot pa Ja, zdaj. ja. No, dajmo si pogledati v tem trenutku, pripravili smo namreč za naše glasbene goste en utrinek iz leta 2001, kako je izgledalo na Graški gori, ko so igrali Zreška pomlad. Poglejmo. Danes bo za mene prav poseben dan, saj sem sklenil, da ne bom nikdar več sam svojo hišo ljubca si bom pripeljal, za svojo ženko sem jo zbral. Mamca lepo tihoma se mi smeji, očka zadovoljna s prstom žuga mi. Bodi dober dan, nikdar ji žal ne bo, da ti danes dala bo robu. Danes bo za mene prav poseben dan, saj sem sklenil, da ne bom nikdar več sam svojo hišo ljubca si bom pripeljal, za svojo ženko sem jo zbral. Na hribčku cerkvici zvonček že zvoni, kjer bova si zvestobo obljubila jaz in ti. Dudec nama pa polko že igra, da bi se življenje le zaljubljena. Obljubim ti, da bo vedno dober mož, da lahko me vse življenje le ljubila boš. Največja sreča pa bo za naju dva, saj bova kmalu sinka zibala. Mamca lepo tihoma se mi smeji, očka zadovoljna s prstom žuga mi. Bodi dober dan, nikdar mi žal ne bo, da ti danes dala bo robo. Na hrib
zvončičku cerkvici, zvonček že zvoni, ker bova si zvestobo obljubila jaz in ti. Gudec nama pa polko že igra, da bi se življenje le zaljubljena. Obljubim ti, da bo vedno dober mož, da lahko me vse življenje le ljubila boš. Največja sreča pa bo za naju dva, saj bova kmalu sinka zibala. Obljubim ti, da bo vedno dober mož, da lahko me vse življenje le ljubila boš. Največja sreča pa bo za naju dva, saj bova kmalu sinka zibala. Ja, super je bilo tole. Fajn zgleda, ne? Fenomenalno. Domen. Smo ti baje polepšali večer, si rekel. Ja, Mes. res, hvala lepa tebi, vsem ustvarjalcem, tole je pa res zagotovo presenečenje. Mislim, da tudi sami tega posnetka nismo nikoli videli, ali pa če smo ga že pozabili. To je eden prvih pravzaprav televizijskih posnetkov, ki jih sploh obstaja. No? Mi smo v letu 2000 začeli in eden od prvih festivalov je bila seveda Graška Gora, Graška kot Gora. pri mnogih drugih mladih ansamblih. Seveda takrat še Gusti, naš prejšnji klarinetist, zraven. Borod, grem še do tebe malo. Kaj pa ti, kot tole gledaš? Koliko si se spremenil? Fest. Fest? Kdo se ja. je pa najbolj spremenil? Jaz. Na te slikah jaz. Prejle sem se z vašim harmonikašom tamle pogovarjal o veselicah, da ste že takrat igrali na veselicah. Ja, igrali smo, ja. Sem 4, na to pol 5. Kakšna je zdaj tista razlika? Grem kar sem nazaj. Prej si rekel, da je bilo dekleta zelo lahko ujet včasih na veselicah. Ja, lahko jih je bilo ujet, ne? Ja? Ko si jo pa ujel, Težje pa zadržati. zadržati je pa zdaj, da jo imaš še pa zdaj, je pa imaš kar dobro delati. Ja, ja. Vi igrate seveda na veliko veselicah, Uroš? Ja? Kar ja. Kar. Ja. So veselice še za vas vedno lovišče? Ja, A ste se že mi umirili? smo zdaj umirjeni, starejši smo vsi skoraj poročeni, ne? Otroke čakamo še, nekaj imamo že. Tako da zdaj nekaj mi glih ne moramo več loviti, ne? Mi lahko samo vibriramo, mogoče malo. To pa tudi vse. Evo, naš Uroš se je torej razgovoril, v tem trenutku pa napovem naslednji komad. Lepo je takole osrečiti muzikante, ki pridejo v našo družbo. Zreška pomlad, veselice so lovišče. Veselice so lovišče, polnodušnih je deklin. Tam si vsakdo nekaj išče, tam se marsikaj topi. Nocoj sem žaku se postavil, kelner gor je špricer dal, gor sem si koler popravil, bolj pa plesat šel. Ene blonco, ene črne, tu pa tam rdeče vmes, ribe, mačke ali pa srne, slikar vse za ples. Rumba, foxtrot, rock'n'roll, levo, desno, gor pa dol, sprizak, zadnji, sem pa ke, ča, 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 pa polke vse. DJ Bumek, Lojze Slak, men gre čisto vsak korak, plestenjak in drugi vsi, meni vse leži. Veselice so lovišče, polnodušnih je deklin, tam si vsakdo nekaj išče, Tam se marsikaj topi. nocoj sem žaku se postavil, kelner gor je špricer dal, gor sem si koler popravil, bolj pa plesat šel. Ene blonco, ene črne, tu pa tam rdeče vmes, ribe, mačke ali pa srne, si kar vse za ples.
sprot rock'n'roll, levo, desno, gor pa dol, spredi, zadnji, sem pa ke, ča, 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 pa polka vse, DJ-ju me gnoj za slak, men gre čisto vsak korak, lestenjak in drugi vsi, meni vse leži. Slak, men gre čisto vsak korak, lestenjak in drugi vsi, meni vse leži. Lestenjak in drugi vsi, meni vse leži. Ja, veselice so res lovišče, kot pravi ansambel Zreška pomlad. No, v tem trenutku pa, ja, spomnim se, zdaj mi je prišlo na misel, da se spomnim, ko sem kot majhen deček stal pod odrom na gasilskih veselicah in sem si res želel, da bi enkrat stal na tem odru, zabaval ljudi in zdaj je tako res najlepše je videti zadovoljne, srečne, nasmejane obraze pod odrom in enega takšnih vam pripeljem tudi v nadaljevanju oddaje v goste v naš studio. Namreč eno simpatično gospodično z Gorenjske, ki bo predstavila tole knjigo, namreč prihaja iz založbe Zlati zvoki, kakor nosi tudi naslov tale knjiga, zapomnite si ta naslov, ker je lahko danes knjiga vaša. Takoj za glasbenim spotom ansambel Saše Avsenika Bibla moja. Tam sedi ob strani, plesa se ne brani, išče pravega si princa, ki bi jo očaral in do jutra strajal, a nikjer ni bilo junaka. Čakal sem, da pride k meni malo bliže in da zadnji ples le moj bo. Ko se zavrtela in z menoj letela, sem jo vprašal eno le. Bibla moja, za en trenutek moja, da ti pokažem en majhen greh in z njim ti čarov iskrice v očih. Bibla moja, za en trenutek moja, in če bi danes odšla z menoj, bi večno tvoj bil in le s teboj. Zato mi plista pomeni vse, za druge punce ne zmenim se, le tebe s njim rad očaral bi. Mi reci ja, če se tebi zdi, da bila moja, za en trenutek moja, in če bi danes odšla z menoj, bi večno tvoj bil in le s teboj. Če bi danes odšla z menoj, bi večno tvoj bil in le s teboj. Tam sedi ob strani, plesa se ne brani, išče pravega si princa, ki bi jo očaral in do jutra vztrajal, a nikjer ni bilo junaka. Čakal sem, da pride k meni malo bliže in da zadnji ples le moj bo. Ko se zavrtela in z menoj letela, sem jo vprašal eno le. Bibla moja, za en trenutek moja, da ti pokažem en majhen greh in z njim ti čarov iskrice v očih. Bibla moja, za en trenutek moja, in če bi danes odšla z menoj, bi večno tvoj bil in le s teboj. Bibla moja, za en trenutek moja, da ti pokažem en majhen greh in z njim ti čarov iskrice v očih.
Ansambel Saše Avsenika in komad Bibla moja v oddaji Najviže. Zadnjič sem, zdaj mi je žal, ne, ker že kamere kažejo mojo sogovornico, ampak naj vam še to povem. Zadnjič sem iskal malo novosti po internetu in naletel sem na tole super knjigo. Jaz sem rekel, moram poklicati na Gorenjsko, da dobim eno luštno, simpatično punco, da bom malo povedala, zakaj v bistvu vse tole gre. Namreč gre za diskografijo Zlati zvoki, nekakšen katalog Avsenikove glasbe od 1953 do današnjega časa in v studiu zato lepo pozdravljam Majo Langus. Živijo, jaz pa vse pozdravljam tukaj v Velenju. Pozdravljam vse lepo iz založbe Avsenik. Ja, res je, to je naš najnovejši projekt, ki je šel pred približno enim mesecem. In je res, pač delali smo 3 leta in še več z avtorjem te knjige, z Aleksijem Jercogom. Res smo ogromno truda vložili za to, da imamo danes to knjigo. V bistvu gre za popis Avsenikove glasbe, za celoten opus ansambla bratov Avsenik od 53. leta do danes, tako kot ste že povedali. Je pa to res pač cel katalog. Vnoter so v bistvu predstavljene vse vinilne plošče, v bistvu vse, kar sta brata Avsenik do danes ustvarila, tako v slovenščini kot tudi v nemščini. Zelo lepo, mislim, simpatično je gledati goste, ki nekako živijo za to, da podajo naprej eno informacijo res o knjigi. Mogoče kamera tule bo malo ujela strani, kaj se vse noter v knjigi dogaja. Takole. Ste ponosni na tole delo? Ja, zelo smo ponosni, ker je bilo res zelo veliko truda vloženega in danes smo zelo veseli. Super. Zgodbo vaše založbe je začela žena pokojnega Avsenika, gospa Brigita, ki je še vedno vaša vodja. Ja, gospa Brigita je še vedno naša vodja, zelo uspešna vodja, kljub njenim že kar nekim letom, no. Je res oseba, ki jo zelo rad srečaš v Begunjah. Ona res pride večkrat na teden, še vedno sodeluje na vseh področjih, tudi po 10-krat na dan pokliče. Wow, super, vestna vodja. Ja, zelo dobra vodja. In jo imamo tudi res zelo radi. Gre v bistvu za nekakšno sodelovanje, ukvarjate se namreč tudi s produkcijo fonogramov. Ja, to je tudi v bistvu z notografijo, s fonogrami, imamo kar zelo široko in zelo pestro dejavnost. Zdaj, kar se fonogramov tiče, zelo veliko sodelujemo s člani družine, še posebej z Gregom Avsenikom. On je poleg tega, da je režiral in naredil sceno za festival Avsenik, pomagal tudi kot producent iz omenjenega festivala. Tako da smo v bistvu naredili potem DVD, 3 DVD-je leta 2013 in en DVD zdaj tudi iz leta 2015. Tako da ona mi je res veliko pomagal pri tem. Zdaj sem se prej malo zmotil, pa sem rekel, da bi rad popravil. Gre za založbo Avsenik. Za založbo Avsenik. Zlati zvoki. Ne, Tako. Smo kar iz Begunj, Avsenik. Če se mi zdaj odpravimo na Gorenjsko, smo torej toplo dobrodošli pri vas? Seveda, zelo dobrodošli ste v galeriji. Hkrati boste tam tudi opazili glasbeno šolo Avsenik. Seveda gostilno Avsenik, ki jo itak že vsi poznate, tudi iz raznih oddaj. Imamo dvorano noter in dobro za pojest. Pa muzej Avsenik, kjer je res kronološko predstavljen ansambel bratov Avsenik. Midva z Majo smo se na začetku odločila, da bova sprejela en telefonski klic. Namreč, kdor bo poklical prvi in pravilno seveda odgovoril na najino nagradno vprašanje, ki se glasi, Maja, kako? Kako je ime naši najnovejši knjižni uspešnici? Se pravi, sprašujemo vas po naslovu knjige, ki jo danes promoviramo tukaj s pomočjo galerije oziroma založništva Avsenik v naši oddaji Najviža. Kdor prvi pokliče, tale velika zbirka oziroma zelo težka knjiga bo vaša. Zdaj pa mogoče še naslednje vprašanje. V aprilu pripravljate nekakšen poseben dogodek, nekaj v zvezi z orglicami. Ja, res je, 22. aprila pripravljamo že kar tradicionalno srečanje orgličarjev, to je res že 10. jubilejno srečanje, ki ga je tudi začela naša vodja, gospa Brigita Avsenik, in ona je res tudi motor, ki ta srečanja poganja. Bo zabavno, tako da vsi tisti, ki ste že uglašeni, lahko nastopite tudi na našem odru z orglicami. Seveda pa vabim vse, tudi tiste, ki se mogoče še niste zaznanili z orglicami, luštne so. Sigurno bo fajn. Super. Z Majo še vedno pričakujemo nestrpno vaš telefonski klic. Aha, ga že imamo. Lep dober večer komu. Kdo je z nami? Dober večer. Lepo pozdravljeni. Najprej, gospod, vas lepo prosim, če stišate vaš televizijski sprejemnik, da se bomo bolje razumeli kar preko telefona. Ja. Če dovolite. Tako, odlično. Kako ste, gospod, izkot kličete?
Kliče me Žirovnice, sem pa Tone po imenu. Tone po imenu, lepo ime nosite, Maja se strinja. Ja, a Žirovnice? Žirovnica. O, pa ste pa blizu. Pa pridite kdaj na obisk v Begunji. Seveda ne samo Tone, pač pa vsi gledalci najviže širom cele Slovenije. Gospod Tone, nagradno vprašanje za vas. Kakšen je naslov knjige, ki jo držim v rokah? Zlati zvoki. Zlati zvoki. Bravo. Založbe Avsenik, čestitke. Zdaj pa še pod vprašanje, gospod Tone, ker vidim, da ste zelo podkovani. Od katerega leta je naprej tule zbran opus Avsenikove glasbe? Ja, od 53. leta in jaz sem jih pa, če še to povem, 54. leta prvič poslušal v Bohinju na Kravjem valu. Še eno nagradno vprašanje, oziroma zdaj verjamem, da boste vedeli. Kdaj je bila napisana Golica, katerega leta? Ja, hudič, to pa ne vedem. Evo, Maja je namreč na začetku oddaje predlagala, da pa mogoče to vprašanje podelimo kot nagradno. Zdaj seveda, gospod Tone, knjiga je vaša, čestitke. Hvala lepa. Uspešno branje oziroma pregledovanje teh, koliko je pa strani? Ogromno. Več kot 400. Več kot 400 strani. Boste imeli kaj za delati doma. Žena pa nekaj južno kuha. Jo bom kar jasno. V redu, gospod Tone, najlepša hvala, ker ste poklicali. Lep večer še naprej. Pa spremljajte nas do konca. Seveda poslušam. Tako srečno. Nekaj sem prej hotel povedati, pa mi je zdaj ušlo, se mi zdi, da iz glave. Če se spomnim, te pokličem nazaj v studio. Prosim, ne odiče kar domov. Kako je na Gorenjskem? Se imate lepo? Super. Vreme je odlično? Super. Rada bi vam še povedala, no, zdaj, ko lahko že izkoristim priložnost, sem tukaj. Hvala lepa za povabilo. Rada bi pa še povedala, da se tukaj v studiu srčno zahvaljujem tudi gospodu Vilku Avseniku, ki je v zadnjem polletju napisal več kot 140 skladb melodij za klavir in harmoniko in kljub njegovim letom je vrhunski še vedno. Pohvale vredno. Vabite seveda še enkrat vse gledalce, da vas obiščajo, da si pogledajo zbirko. Ja, nismo tako škrti, kot pravijo, da smo na Gorenjskem. Odlično. Lep večer tudi vam, še najlepša hvala, ker ste se oglasili in podelili tole knjigo, pa še kdaj pridite. Hvala za povabilo. Tako, na telefonski zvezi pa v tem trenutku še lepo pozdravljam avtorja knjige, ki je Aleksij, zdaj se ne smem zmotiti, Aleksij Jarcog. Tako, prej so me popravili in res se ne bi zmotil. Lep dober večer tudi vam. Najprej seveda vprašanje, zakaj pa ne drugega, zakaj ste se odločili, da napišete tole zbirko? Vam je verjetno vzelo veliko časa. Dober večer, Aleksij. Knjigo z naslovom Zlati zvoki, katalog Avsenikove glasbe 1953-2016 sem sestavil na pobudo založbe Avsenik in gospe Brigitte Avsenik, ki sta si že dalj časa želeli knjižno sistematizacijo opusa bratov Slavka in Vilka Avsenika. To prijetno, a ne lahko nalogo sem sprejel septembra 2013, se pravi v času, ko sem za slovenski program italijanske nacionalke RAI ustvarjal dokumentarni film z naslovom Spomin naših 60 let ob Avsenikovih melodijah. Danes, se pravi po skoraj 3 letih skupnega truda, lahko rečem, da imamo v rokah izjemno zanimiv, zajeten in estetsko atraktiven knjižni izdelek na 450 straneh, v katerem je zaobjeto vse, kar je bilo doslej izdanega o Avsenikovi glasbi na diskografskem, notnem in knjižnem področju. Zelo se veselim tudi izjemne premierne predstavitve, ki smo jo imeli minulega 8. septembra v dvorani pod Avsenikovo Marelo v Begunjah in tudi odmeva, ki ga je knjiga imela v medijih in med ljubitelji narodno-zabavne glasbe. Za vse to sem počaščen in hkrati hvaležen vsem tistim, ki so pripomogli k uresničitvi tega knjižnega projekta, še zlasti članom družine Avsenik in predstavnicam založbe Avsenik. Vsem gledalcem vaše televizije Velenje pošiljam prav prijazen pozdrav iz Trsta. In lep pozdrav pošiljamo tudi mi nazaj. Jaz sem zelo srečen, tako lepo ste tole povedali. Je lepo povedal, gospod, ne Maja, zdaj te še imamo v studiu.
Ja, gospod Aleksi je res izvrsten govorec. Zna, Odlično. on zna vrteti se mikrofon. sliši. Tako, gremo naprej, prihajajo novi glasbeni gostje, skupina 5+ Band, še prej pa seveda pokrovitelj naše oddaje, ki je najlepša hvala založbi Avsenik, za njim pa še videospot Golica, Gašperi in Avsenik. Najaktualnejša diskografija ansambla bratov Avsenik v novi knjižni podobi Zlati zvoki. Za naročila pokličite galerijo Avsenik Huner. Vsi gledalci VTV vaše televizije Velenje ob naročilu dobite še Avsenikovo značko. Nepozabni spomini so tole, ki jih obujamo tudi mi v oddaji Najvižja z največjim veseljem, peljemo tradicijo naprej, opozarjamo na naše korenine narodno-zabavne glasbe, na kar ne smemo Slovenci pozabiti, definitivno ne. V tem trenutku pozdravljamo v studiu naslednje glasbene goste, to je skupina 5+ Band in njihova priredba Tiha noč. Svet se veseli, tiha noč, ne vem,
vsem ljudem jo podarim. Ljubi Bog, ne morem več brez nje. Odpusti mi za grehe vse. Tiha noč, v svet se veseli. Tiha noč, v duši me boli. Ljubi Bog, ne pusti, da bom sam, brez upanja, da vse ti dam. Ljubi Bog, pokaži mi poti, kjer najdem svoj notranji mir. Ljubi Bog, ljubezni si želim, da vsem ljudem jo podarim. Ljubi Bog, ne morem več brez nje. Odpusti mi za grehe vse. Krasna melodija skupine 5+ Band, tokrat v našem studiu oddaja Najvižja. Lep dober večer. Dober večer. Fajn ime imate. Imamo sva soimenjaka. Sva soimenjaka. Žiga. Zato mi je všeč. Grem pa najprej tukaj do Tanje. Se nisem zmotil imenu, da ne bi narobe začela. tako je. Ja, a lahko prosim pokažete tele visoke pete? Kako se počutiš kaj v tej obutvi? Čisto v redu. Ti je v redu? Seveda. Jaz si sploh ne znam predstavljati, kako lahko ženske tako visoko stojite. Ja, mislim, da bojo mogli začeti delati malo večje modele, ne? Moške. Da boste poskusili. Moške. Pevec skupine 5+ Band bi poskusil visoke pete? Ja, zdaj po višini, recimo takole, ne. Zato sprašujem. Ja, zviška dol gledati, recimo, je, no, sicer, mogoče malo nerodno na odru, ampak deklete to znajo in obvladajo, tako da boljš, da jih ima kar naša Tanja, tako da ni noben problem. Hecam se. Skupina 5+ Band, kakšna je vaša pot? Ja, naša pot je v bistvu zdaj nas vodi skozi situacijo priprav za naš koncert, ne. Tako da zdaj se res temeljito pripravljamo. 19. imamo v Celju, v Celjskem domu, en tak naš redni letni koncert, na katerem imamo tudi gost. Ne še o gostih govoriti, ne še o gostih govoriti. Gli ste prišli, ne ljudje maj čakajo, prosim. Sem se že razgovoril. Ja, takoj, se prav. Se pravi, imate svojo pot. Je na nek način nek dalmatinski pridih v vaši glasbi. Se strinjate s tem? Ja, tudi se čuti recimo malo Dalmacije, malo starogradskih skladbic, seveda slovenske, kar nam je normalno moto, mi smo le ipak kot tle, ne? Tako? Tako da tudi gospeli smo jih pridobili z našim Marjanom.
Tako. Tako da tudi to nam je črnska duhovna, seveda vse te zadeve. In pa seveda ne smem pozabiti, ne, ta, da bi že naprej opozoril in tudi, da se bodo osredotočili tudi vaši in seveda tokrat tudi naši gledalci VTV-ja, ne, na naše avtorske skladbe. Imamo tudi avtorske skladbe, katerih seveda mojster teksta je in pa seveda tekst napiše pa navadi Marjan, zdaj tako da uskladimo ga pa potem tudi naš Zvone Cirkulanov in pa Stanko Mikola, ne, ki je tudi lastnik seveda studija, v katerem potem tudi to vse skupaj sprovedemo, posnamemo in pa aranžma seveda se napravi, tako ga tudi Stanko naš napravi. Ja, tako da tako imamo neko pot, ne, in to nam je zdaj nekako vodilo in pa Phil Rush naše kompletne zasedbe 5+ benda. Kako ste rekli, Phil Rush? Phil Rush, ja, seveda, rdeča nit. Rdeča nit, Phil Rush, evo, pa smo se še nekaj naučili. Super, jaz priznam, nisem vedel. Odlično. Pred kratkim ste posneli videospot v letu 2016, julija, če se ne motim, je išel? Ja, mislim, da je naslednja skladbica, ne? Tako? Ja. Ko bi s tabo šel objet po mestu. Tanja, gre mogoče kdo izmed tvojih fantov s tabo objet po mestu? Ja, tako je. Kateri pa, če ni skrivnost? Glavni izvajalec. Glavni izvajalec in vokalist. Tako. Torej je tule neka ljubezen tudi, ki vas žene naprej? V glasbi. V glasbi. Ja, nisem čisto prepričan, kaj Tanja zdaj hotela povedati, ampak se mi zdi, da bom tole še malo potipal, poizvedel. Skupina 5+ band, Ko bi s tabo šel objet po mestu. S tabo šel objet po mestu in dobil bi še poljuba dva. Vedeli bi, da si moja vila, vedeli bi, da boš z mano šla. Ko te vidim, ko pozdravim te, tvoj pogled takoj ozdravi me. Brez tebe sem roža brez vodi, tebe, draga, ljubim le. Ko te vidim, ko pozdravim te, tvoj pogled takoj ozdravi me. Brez tebe sem roža brez vodi, tebe, draga, ljubim le. Predala, da le za te bije mi srce. Ko te vidim, ko pozdravim te, tvoj pogled takoj ozdravi me. Brez tebe sem roža brez vodi, tebe, draga, ljubim le. Ko te vidim, ko pozdravim te, tvoj pogled takoj ozdravi me. Brez tebe sem roža brez vodi, tebe, draga, ljubim le. Ko te vidim, ko pozdravim te, tvoj pogled takoj ozdravi me. Brez tebe sem roža brez vodi, tebe, draga, ljubim le. Brez tebe sem roža brez vodi, tebe, draga, ljubim le.
Lepe melodije, čeprav so rekli, da ni to čist nekaj dalmatinskega, mi vseeno, ne vem, prekliče nekako morje v spomin. Grem pa zdaj do enega gospoda, ki sem ga dostkrat srečal na poti v Celju čez mesto, pa nisem nikoli vedel, kam vas naj dam. Dober večer. Dober večer želim vsem gledalcem, pa tudi vam. Gospod Marjan, spomnim se vas, prejle sva pol razčistila, da ste peli z Newsfin kvartetom v naši osnovni šoli, bratu Letonija Šmartnem opaki, kjer sem jaz bil. Se spomnite tega, da ste bili enkrat tam? Tega se ne spomnim, ampak mi smo imeli ogromno teh glasbenih učnih ur, naprimer o nastanku črnske duhovne glasbe, gospeli, spirituali. To je bilo naše poslanstvo, da smo mladim pokazali, da je tudi še nekje ena druga muzika, glasba, ki je tudi po duši podobna naši slovenski. Krasno. Zlasti narodni glasbi. Krasno. Zdaj ste doma v skupini 5+ Band? Ja, mi smo leta 2008 končali kariero po 40-letnem petju in po enih 2-3 letih malega molka je prišel en dan Stanko Mikola do mene. Bili smo v Kino Unionu oziroma v Celjskem domu, smo imeli en koncert. Je rekel, Marjan, kaj delaš? Sem rekel, neč, tule pojem pri Orfeju. Pa z Majdo, mojo soprogo tudi pripevam. Kaj pa drugače? Je rekel, ja, lej. Sem rekel, kaj pa je, ne? Kaj te zanima? Je rekel, ja, mi rabimo enega basista. Sem rekel, kdo pa ste vi? Je rekel, mi smo pa 5 band, 5+, ne? 5 še ni bil band, ne? Sem rekel, ja, kaj pa pojete? Je rekel, ja, pa pojemo starogradske, pa zlasti dalmatinske, imamo krasnega solista, imamo mojo. Sem rekel, super. In se je potem nekaj pripravljal za nek koncert in sem rekel, bom prišel zraven malo pogledat, ne. In ko sem videl, da je to ena krasna zasedba enih fajnih ljudi, ki pojejo iz srca, tudi za sebe, za svojo dušo, ne samo, da bi pel, ne, na odru gor, ne. In smo dodali še malo gospela, spirituala, imamo Zvoneta, tam Cirkulana, ki je po duši še bo kmalu črnc rato leto. Po duši je pa že sužen. Ja. Skratka, se mi je zdelo, da je to fajn in zdaj pa vidimo, da smo imeli, lani smo imeli Olivera Dragojeviča, zdaj bomo imeli pa nekaj drugo gostjo. Neko drugo gostjo, najbolj, da jo kar razkrijemo, ker se mi zdi, da ne bojo zdržali do konca. Dober večer. Lep pozdrav. Zdaj po zelo uspešnem lanskem koncertu se verjetno obeta še uspešnejši 2016. 19. november je vaš datum? 19. november ob 19. uri, Celjski dom. Tako. To je bivši Union, za tiste, ki ne vedo, da se zdaj imenuje Celjski dom, krasna dvorana. Naš letni koncert, tako kot je že Asim povedal, z nami bodo tamburaški orkester iz Majšperka, potem iz glasbene šole, jih bo tudi nekaj sodelovalo z nami, profesor, učencev in pa glavna gostja naša Tereza Kesovija. Tereza Kesovija, kako ste prišli do nje? Ja, zelo enostavno, ker naš Maran je le tudi legenda bivše Jugoslavije, lahko rečemo, ne, z Newswingom in se tudi pozna z marsikaterim, je sodeloval na odru, bil z njim in je tudi pomagal vstopiti v kontakt z našo, zdaj že lahko rečemo našo, ker je imela tudi rojsten dan v kratkem, pa smo jim malo čestitali. Smo že kar, nismo še bili skupaj, ampak smo že kar prijatelji, ne. Odlično. Kot smo videli na malih zaslonih 19. je vaš datum ob 19. uri, Celjski dom, Celje. Tako je, lahko povem, da se že karte v prodaji preko Eventima. Odlično. Po vseh prodajnih mestih. Pridem. Nas veseli. Res. Nas veseli. Bo zelo krasen koncert, kdor ga bo zamudil, mu bo lahko žal. Tisti, ki so bili lansko leto, so rekli, obvezno povejte, kdaj bo koncert. Zdaj, Celjski dom je malenkost manjša dvorana od lanske telovadnice v osnovni šoli Vojnik, tako da jaz predlagam vsem, ki imate željo po karti za ta naš lep koncert, čim prej si jo priskrbite, ker smo omejeni na 500-550 nekje kart, tako da, ko bo konc, bo razprodano, ne. Ko je konec, ni več poti nazaj. Mogoče še Tanja, tvoji prsti so kaj prepleteni? Vedno. Vedno? Vedno. Kam in kje? Kjer je potrebno. Tanja zopet navdušuje s svojimi odgovori. Takoj za temlem komadom pa mogoče, oziroma jaz, pregovorim še več besed z njo, če si bo upala še kaj več izdati od teh ljubezenskih skrivnosti, mene prav malo zanima. Tako, skupina 5+ Band.
Ko ljubezen me prevzame in bi pesnik rad postal, iščem prave tople rime, za poljub prav sebi dam. Če bi ti vsaj malo slišal, kar ti poje glas srca, me nikoli ne bi pustil, da bi z drugim jaz odšla. Še te čutim, toplo mi je, ko se sreča ta pogleda. Še te iščem, čakam ure, kdaj se prava bo beseda. Znova upam, da verjameš, še ljubezen tli v meni, da s pogledom me objameš, še so prsti prepleteni. Ko ljubezen te prevzame in bi pesnik rad postal, iščeš prave tople rime, za poljub prav sebi dal. Če bi jaz vsaj malo slišal, kar ti poje glas srca, te nikoli ne bi pustil, da bi z drugim ti odšla. Še te čutim, toplo mi je, ko se sreča ta pogleda. Še te iščem, čakam ure, kdaj se prava bo beseda. Znova upam, da verjameš, še ljubezen tli v meni, da s pogledom me objameš, še so prsti prepleteni. Se sreča ta pogleda. Še te iščem, čakam ure, kdaj se prava bo beseda. Znova upam, da verjameš, še ljubezen tli v meni, da s pogledom me objameš, še so prsti prepleteni. Znova upam, da verjameš, še ljubezen tli v meni, da s pogledom me objameš, še so prsti prepleteni. Skupina 5+ Band navdušuje tudi seveda s priredbami znanih komadov. Žiga, kako je peti takšne komade v slovenščini? A so drugačni občutki? Verjetno ste jih izvajali tudi v pravem jeziku. Sam nisem pevc, trudim se sodelovati. Je pa lepo zapeti v slovenskem jeziku, sigurno. Tanja, če imaš mogoče zdaj odgovor na moje vprašanje, ti je lepše peti ta komad v slovenščini ali originalni izvedbi? V bistvu v obeh izvedbah je. V obeh izvedbah. Kdo pa prevede vaše komade? Tudi ta komad je napisal v bistvu Marjan. Marjan. Besedila v slovenščini, ne? Odlično. Na koncu še mogoče, pa bom kar tebe izbral, da vse lepo povabiš 19. še enkrat, ker se nažalost naš čas v oddaji izteka. Ja, torej, drage gledalke, gledalci, vsi skupaj lepo povabljeni še enkrat na naš koncert, ki bo 19. novembra v Celjskem domu. Ob 19. uri. Ob 19. uri z našimi gosti, Terezo Kesovijo, Tamburaški orkester Majšperk in pa še? Je pa skupina 5+ Band, ne smemo pozabiti. Absolutno. Najlepša hvala, ker ste bili v naši družbi. Kako smo prej rekla, rdeča nit? Fil rouge. Fil rouge. Fil rouge. Fil rouge. A ni to po francosko? Seveda. Zdaj bi me moja teta tako kregala.
Moulin Rouge je druga. Moulin Rouge je druga zadeva, ja. Za tole rdečo črto bom pa faso doma, po domače povedano. Najlepša hvala, skupina 5+ Band. Dajmo še eno, tole je avtorska, ta veseli kontrabas. Ja, čisto, se pravi z Marjan. tekstom in pa tlele zadaj Zvonko naš je napravil melodijo, seveda aranžma pa na desni strani Stanko naš. Tako da, in seveda tudi smo jo posneli pri našem tako zvano domačem studiu od Stanka Mikole. Odlično, se pravi, vam ni težko delati glasbe, ne rabite nekaj ogromno zdaj sredstev vložiti. Imate to možnost, da posnamete komade brezplačno, upam, ne? Ja, hvala Bogu, da imamo vse to skupaj pa pri nas. Tako je. Skupina 5+ Band, najlepša hvala za vašo družbo. Ostanite dobro še naprej in se vidimo 19. novembra ob 19. Celjski dom, Celje na vašem koncertu. Tako, mi pa nadaljujemo seveda z dobro glasbo, skupina 5+ Band namreč ne odhaja, ta veseli kontrabas je komad, ki nam ga bodo za konec zapeli, zaigrali, kakorkoli že. Vam, drage gledalke in gledalci, stanite z nami, prihajajo zopet ansambel Zreška pomlad, še prej pa en simpatičen videospot Veselih begunčanov. Lušten, seksi, 5+ Band. Imamo glasbo, dobro, super blend. Lušni smo fantje, seksi je dekle. Več kot odlično naše je ime. Pesmi domače gospel pojemo In almatinske, ki gredo v uho. Starogradske so nas zaščitni znak. Posod po svetu nas posluša vsak. Dobra glasba, droga je za nas. Ko poješ ta prevzame tudi vas. Je za ples, srce nam zaigra. Osvaja nas melodija srca. Ljudem zabavo, sebi damo smeh. Se dobra volja, resni greh. Ko skupaj vsi zapojemo, Objemo glasbe, skupaj žuramo. Ej ti presneti kontrabas, igraj, nocoj za nas. Tamburice, kitara, klarinet za velik špas. Ej ti presneti kontrabas, igraj, nocoj za nas. Tamburice, kitara, klarinet za velik špas. droga je za nas. Ko poješ ta prevzame tudi vas. Je za ples, srce nam zaigra. Osvaja nas melodija srca. Ljudem zabavo, sebi damo smeh. Se dobra volja, resni greh. Ko skupaj vsi zapojemo, Povjemo glasbe, skupaj žuramo. Ej ti presneti kontrabas, igraj, nocoj za nas. Tamburice, kitara, klarinet za velik špas. Ej ti presneti kontrabas, igraj, nocoj za nas. Tamburice, kitara, klarinet za velik špas. Presneti kontrabas, igraj, nocoj za nas. Tamburice, kitara, klarinet za velik špas. Ej ti presneti kontrabas, igraj, nocoj za nas. Tamburice, kitara, klarinet za velik špas. Ime, ki imela me je rada, vsak dan pred nočjo sem splazil se k njej. V okencu njenem je lučka pokazala mi pravo pot.
plamen, ki prižiga svetle iskrice, našla spet ljubezen s vami dva. Prešla so leta od takrat, ko imela si me rada, na skupne noči se spomnim še kdaj. A je ljubezen minila in odšla sta vsak svojo pot. Pesem, ki poveže dvoje strtih src, žarek upanja je za oba. Plamen, ki prižiga svetle iskrice, našla spet ljubezen s vami dva. Tako, v naši družbi pa zopet pozdravljamo osrednje goste oddaje Najviža. To so v tej oddaji ansambel Zreška pomlad in komad Ko bi ti vedela. Ko bi ti videla, kako rad te imam, bi mi dovolila, da objamem te. Ko bi ti videla, kako dolgo že poljubit si te želim, pa če tudi le krat. Ko bi ti videla, saj že od malih nog oziram se za teboj, s tabo rad bi bil. Danes pa prosim te, odpri srce za mi, mogoče še sama ne veš, da ljubiš me. Ljubim te, najlepše so besede, naj vsak dan se slišijo, od srca prihajajo. Ljubim te, reci to vsak dan, reci to 1000-krat, nikoli zadnjikrat. Če tudi le krat. Ljubim te, najlepše so besede, naj vsak dan se slišijo, od srca prihajajo. Ljubim te, reci to vsak dan, reci to 1000-krat, nikoli zadnjikrat.
tisočkrat, nikoli zadnjikrat. Reci to tisočkrat, nikoli zadnjikrat. Ansambel Zreška pomlad zopet v našem studiu. Zdaj pa prosim režijo Sandija, da malo pogledamo ene fotografije. Sem nekaj izbrskal še za vas, ker ste osrednji glasbeni gostje, vam moramo kjero za gost. Ukvarjate se športom, ste zvesti nogometaši. Res je. A to je vaša liga posebej, tekmujete? Ne, uredništvo revije Golica. Kaj ste rekli? Traktor liga, ja, dobesedno. Torej, uredništvo revije Golica je pravzaprav 2 leti nazaj pripravilo en prav poseben natečaj. Takrat mislim, da je bil en velik, zdaj ne vem, bilo svetovno ali evropsko prvenstvo. Smo rekli, slovenska nogometna reprezentanca ne nastopa, naredimo pa mi svoje tekmovanje. In takrat smo prijavili, oziroma sicer dobili precej več prijav, ampak na koncu izbrali 8 ansamblov, ki so se potem v Zrečah na majhnem igrišču torej za mali nogomet, na umetni travi, spopadli med sabo. Ansambel Spev, pa Zreška pomlad, pa Mladi Dolenci, Donačka, Svatje, 8 nas je bilo. Gadi so še bili, oni so imeli pridružene člane zraven, ker so pač samo 3, ne. In ja, mi smo seveda upali, glede na to, da je vodja oziroma recimo temu član Zreške pomladi, tudi urednik revije, da bomo zmagali, ne, in da nam bodo ostali malo na ta način poskušali v ta zadnjo zlest, pa kaj si še kakšno naslovnico priboriti na reviji, ampak ne, so bili spevci boljši, so bili tudi Mladi Dolenci v polfinalu boljši od nas, tako da do polfinala smo prišli. Potem nečasno 3. ali 4, se ne vem. Kakorkoli že, lepo je, da se super je bilo, tako smo se fajn imeli. Mislim, da še zdaj vse kolena bolijo, čisto vseh 8 ansamblov, še zdaj vsi tarna, zato ni prišlo še do ponovitve tega tekmovanja. No, jaz upam, da bo. Seveda pa v tem času ravno si omenil seveda revijo Golica. Najlepša hvala tudi vam, glede na to, da si odgovorni med temi listi, da lahko imamo tudi mi, oddaja Najvižja, tam svoj članek, prispevke, kaj se pri nas dogaja. Res je, in tudi sam sem zelo vesel, da pravzaprav glede na to, da je revija edini tiskani medij v Sloveniji, ki govori o slovenski, piše in pravi vse, kar je o tej slovenski ljubi domači glasbi, da torej tudi vi lahko sodelujete pri tem in sem tudi sam, oziroma mi vsi v uredništvu zelo vesel, da Žiga ti, pa vsi ostali pripravljate vse te reči za nas, ker ti dejstvo je, da nas je ravno toliko, da se med sabo ne moremo spreti, da se moramo imeti radi in glede na to, da trg takšen, kakršen je, moramo sodelovati in sem zelo vesel, ker jaz tudi vsega ne vem, ti tudi vsega ne veš in samo na ta način bomo vsi ponudili pa tistim, ki želijo to prebrati, potem vse, kar se zgodi v tej muziki. Lepo je tole v bistvu sodelovanje. Dajmo še eno fotografijo, ker ansambel tole je pa za harmonikaša. Kako zdaj tule menjate na hitrico harmonike? Zdaj meni tole ni čisto jasno. Gre pa je za fotografijo 2 leti nazaj, če se ne motim. Mislim, da, ja. Ja, to je takle mi večinoma igramo ohcedi, ne. Drugo leto bo ena izmed 300 ohced, ko bomo poročili en par. Super. In takle je, ne, ker ni časa, klarinetist leti notri, kitarist leti notri, pa dame harmonike na ramo, druge pa gor in pa menjavamo, tako da se znajdemo. Jaz imam sicer ogromno fotografij za vas pripravljenih, ampak kdaj drugič, ko pridete spet v oddajo. Zdaj še en komad dobro, vam gre dobro? Super, zaenkrat gre. Uroš, vam gre dobro? Kaj se ne vidi? Vedno bolje, torej. Takole, ansambel Zreška pomlad, dobro nam gre. Včasih fantje smo se zbrali, brez razloga kar tako, s prsti so na nas kazali, s teh nikoli nič ne bo. Vse poletne dni nacisti, za šolo nam bilo ni mar. Izgubili so se zviski, bili smo časa gospodar. Mnogo poleti kasneje, ko fantje smo zrasli v moži, vsak mojster je svoje veje, iz dneva v dan dobro nam gre. Kadar se vsak dan nasmeje norčijam, ki niso nam ušle, spomin na brezskrbnost nas greje, iz dneva v dan dobro nam gre. Včasih fantje smo se zbrali,
brez razloga kar tako. S prsti so na nas kazali, z teh nikoli nič ne bo. Vse poletne dni nacisti, za šolo nam bilo ni mar. Izgubili so se zviski, bili smo časa gospodar. Mnogo poleti kasneje, ko fantje smo zrasli v moži, vsak mojster je svoje veje iznival, dan dobro nam gre. Danes se vsakom nasmeje norčijam, ki niso nam ušle. Spomina brezskrbnost nas greje, iznival, dan dobro nam gre. Se vsakdo nasmeje nočijam, ki niso nam ušle. Spomina brezskrbnost nas greje, iznival nam dobro nam gre, iznival nam dobro nam gre. Dobro jim gre, tudi nam v oddaji Najvižja, da se poslovim, kot se spodobi. Hvala, ker ste prišli. Hvala, Žiga, za povabilo. Hvala tudi v imenu našega 5. člana, Jožeta Polha. Mi mu pravimo kar Pol, Ni odšel brez skrbi. Ker imamo še enega Jožeta, pa se pa ne zastopno ne. Služba je pač služba, vse vemo vsi, in glede na to, da je oddaja v živo, kar nas zelo veseli, se je pač tokrat moral upravičiti. Smo pa zato tokrat izbrali pesmi, ki so bolj v kvartet stilu, torej frajtonarca in večglasno petje, naslednjič pa malo več trobente pa klarineta. Super. Uroš, vam je bilo v redu pri nas? Super. Super, še pridete. Bomo. Odlično. Lepo se imejte, lep večer še naprej. Hvala, enako. Lep večer pa naj bo tudi za vas, oziroma v tem trenutku. Zdaj imam priložnost, da povabim vse narodno-zabavne ansamble, ki spremljate v živo tokrat oddajo Najvižja. Namreč v uredništvu pripravljamo predloge za naslednje glasbene goste naših prihodnjih oddaj. Nova sezona je tukaj in seveda želimo napolniti vse termine. Tako da, če želite priti v našo oddajo, če ste narodno-zabavni ansambel, če imate enega ali več svojih komadov, z veseljem vas bomo pogostili, gostili tudi seveda v studiu. Pišite nam na naš Facebook profil Najvižja, tam se bomo vse dogovorili, pogovorili in dogovorili tudi termin vašega gostovanja v naši oddaji. Tako, na Facebooku seveda ostajamo vaša družba tudi tekom tedna. Vidimo se prihodnji četrtek ob 20, kot ste navajeni. Do takrat pa za danes lahko noč, bodite srečni, zdravi, veseli. Saj veste, kako gre naprej. Lahko noč. Meni najdražji cvet, v barve poletja odet, pred tabo pa širen svet, da pustiš svojo sled. Tvoj pogled dan naredi, nasmeh svet spremeni, popolna si. Še preden tvoje srce sem slišal, je moje srce že bilo za te. Iz fanta le enkrat sem oče postal, za večno ob tebi Boga bom ostal. Najlepše ime si dala mi, ko se zazrem v oči nebeške, postati si boljši človek želim. Milini si dala najlepši pomen, vsak dih je poseben in bolj zaželen. Najlepše ime si dala mi. Meni najdražji cvet, to poletje odet, pred tabo pa širen svet, da pusti svoja sled. Tvoj pogled dan naredi, nasmeh svet spremeni, popolna si. Še preden tvoje srce sem
slišal, je moje srce že bila za iz fanta le enkrat sem moče postal, za večno ob tebi bogat bom ostal. Najlepše ime si dala mi, ko se zazrem v oči nebeške, postati si boljši človek želim. Milini si dala najlepši pomen, vsak dih je poseben in bolj zaželen. Najlepše ime si dala mi. Vsak dih je poseben in bolj zaželen. Najlepše ime si dala mi. Najlepše ime si dala mi.